V bolnišnicah ocenjujemo, da je tretji val pričel nekje v začetku meseca marca, ko smo ponovno opazili povečan priliv bolnikov in tudi bolnišnične kapacitete, tako v naši ustanovi kot tudi drugih, so se pričele ponovno polniti in nekako smo bili primorani se pripraviti na večje število bolnikov. Zaenkrat smo v primerjavi z drugim valom, ko smo v UKC Maribor obravnavali že skoraj 2500 bolnikov, smo sedaj v tretjem valu, torej če ocenjujemo z začetka meseca marca, obravnavali okrog 500 bolnikov na navadnem oddelku in 100 bolnikov v enoti intenzivne terapije. V času tretjega vala bi naj glede na poročila mikrobioloških analiz pričel prevladovati sedaj britanski sev. Opažamo, da se v našo bolnišnico zdaj stekajo mlajši bolniki, kar pripisujemo dejstvu, da se je starejša populacija, torej starejši od 80 let in tudi zdaj 70, vendarle uspešno zaščitila s cepljenjem, kar se dejansko odraža s tem, da je manj bolnikov, ki so starejši, torej od 80 let. Ja, to je za nas zelo pozitivna informacija, pomeni, da cepljenje tudi v klinični praksi učinkuje. Želimo si, da se bi seveda čim več ljudi zaščitilo, torej da bi cepljenje bilo čim prej dostopno čim večji skupini prebivalcev, saj je to eden izmed pomembnih ukrepov pri zamejevanju širjenja. Še vedno pa seveda velja, da upoštevamo te osnovne ukrepe, ki so zelo enostavni: maska, distanca, razkuževanje, umivanje rok. Seveda pa je populacija, ki je aktivna in mlajša, še vedno zelo izpostavljena virusu in tudi bolnikov v tej skupini je veliko. Kar se tiče same klinične slike, pa se ta ne razlikuje. Ugotavljamo, da pravzaprav so enako bolni, potek je zelo podoben in tudi zdravljenje se bistveno ni spremenilo. Bolniki so zdravljeni v bolnišnici zelo različno, kar je seveda odvisno od poteka bolezni pri vsakem posamezniku ter tudi od zapletov, ki se lahko pri bolezni pojavijo. Kadar potrebujejo zdravljenje v enoti intenzivne terapije, se seveda čas hospitalizacije podaljša, kadar pa to ni potrebno, pa je povprečno čas bivanja v bolnišnici okrog 10 dni. Seveda pa se po 10 dneh še ne morejo vrniti v normalno življenje, saj številni bolniki potrebujejo še kar nekaj časa, da se popolnoma vrnejo v normalno staro formo. Bistvena razlika je v tem, da smo dobili po drugem valu nazaj ojačano ekipo medicinskih sester in da zdaj delujemo nemoteno in da smo bolj povezani, ker se že toliko poznamo. In da delo pač poteka nemoteno. Oskrba ni kaj drugačna, vse se ponavlja. Potek bolezni ne bi rekla, da je kaj drugače, so pa mlajši pacienti kot v prvem in drugem valu.